Lepo pozdravljam vse skupaj, hvala, ste si vzeli čas za današnjo novinarsko konferenco. V Novi Sloveniji zahtevamo sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ zaradi spornih stroškov najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade in pa tudi službenega potovanja delegacije Ministrstva za javno upravo v New York. Najprej bi želel utemeljiti našo zahtevo glede službenega potovanja delegacije Ministrstva za javno upravo v New York. V Novi Sloveniji, in tukaj bi rad bil zelo jasen, podpiramo naše mednarodno sodelovanje naših vidnih predstavnikov, vidnih funkcionarjev v tujini. Je pa ključen izplen rezultat teh srečanj, da na koncu naša država, gospodarstvo, podjetja in ne nazadnje tudi naši državljani od tega nekaj seveda imajo. Nova Slovenija vodi Komisijo za nadzor javnih financ in zato smo dolžni preverjati zakonitost in pa gospodarnost naših javnih sredstev. Na poti ministrice z delegacijo v New York je po naši oceni nekaj spornih vidikov in želimo jih, da je ministrica na tej seji tudi razjasni in pojasni. Pri tem nas bo zanimalo predvsem to, zakaj se je foruma poleg ministrice Sanje Ajanović-Hovnik udeležila še 4-članska delegacija Ministrstva za javno upravo ob dejstvu, da je bilo mogoče to konferenco spremljati na daljavo. Kaj je delegacija v New Yorku počela tistih 14 dni in predvsem tiste dni, ko konferenca v New Yorku ni potekala. Zakaj se je konference iz Slovenije udeležilo kar 8-članska delegacija? Zakaj je šla tako številčna delegacija v New York? Od ministrice bomo zahtevali, naj v roku 3 delovnih dni predloži natančno poročilo o udeležbi te delegacije, se pravi podrobno poročilo o dejavnosti posameznih članov, po dnevih, navedbo razlogov za udeležbo na tej konferenci in seveda natančno specifikacijo stroškov. Vlada, ki je potrdila udeležbo kar 8 predstavnikov, kot sem povedal na konferenci, pa želimo, da v 3 delovnih dni predloži poročilo z natančno specifikacijo stroškov in utemeljitvijo, zakaj se je foruma moralo udeležiti 8 naših predstavnikov ministrstev. Seveda pa nas bo na seji Komisije za nadzor javnih financ zanimalo tudi stroški najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade. Pričakujemo pojasnilo, zakaj so se stroški v zadnjem času tako skokovito povečali. V mesecu avgustu je bilo plačanih kar za 74 000 evrov računov, v mesecu septembru pa že za 15 000 evrov računov. Najemanje zasebnih letal predsednika vlade načeloma ni sporno, če se verodostojno izkaže, da je za službeno pot v tujino ni bilo na voljo letala, ki je v lasti Republike Slovenije in da je pot v tujino bila skladna oziroma z interesi Republike Slovenije. Nova Slovenija, kot sem že prej povedal, vodi Komisijo za nadzor javnih financ in naša naloga je, da pojasnijo te stroške, ki so nastali, in tudi od vlade pričakujemo, da v roku 3 delovnih dni posreduje natančno poročilo z opisom vsakega leta. Se pravi, lokacijo leta, namen leta, seznam potnikov, specifikacijo vseh teh stroškov in utemeljitev, zakaj ni bilo mogoče uporabiti letala, ki je v lasti Republike Slovenije. V Novi Sloveniji pa vladi Republike Slovenije priporočamo, da se za prihodnost pripravijo neka jasna navodila oziroma smernice glede številčnosti, kako številčna naj bo delegacija, ki potuje v tujino. Hvala. Za vprašanje sem na voljo izvolite. Špila Bezek, MOL-TV, mogoče, če smo pri New Yorku in potovanjih, tudi včeraj se je izkazalo potem zvečer za zunanjo ministrico Tanjo Fajon, da je njena zadnja odprava v New York prav tako bila 7-članska in da so zapravili toliko kot Ajanović-Hovnik, torej 67 000, čeprav je ministrica še včeraj za nas trdila, da se odnaša zelo varčno, mogoče komentar temu. Glejte, najbrž ste slišali, da je vlada predlagala proračun za naslednji 2 leti, ki predvideva kar 2,2 milijarde primanjkljaja.
in zdaj po eni strani bomo imeli tak veliki primanjkljaj v državnem proračunu, po drugi strani poslušamo ne samo ministra, ampak tudi predsednika vlade, da je potrebno zategovati pas, a po drugi strani pa poslušamo čisto drugačne zgodbe. Ravno pred to novinarsko konferenco sem prebral na spletnem mediju, da je 7-članska ekipa Tanje Fajon na čelu 8 dni v New Yorku bivala za 67.300 evrov. To nikakor ne pije vode. Mislim, da nam ti ministri enostavno ni za zgled. Pri tem pa bi rad zelo jasno poudaril, tudi ministri v času naše vlade so hodili v tujino in prav je, da so šli, prav je, da ministri hodijo v tujino, ampak pri tem je treba z davkoplačevalskim denarjem ravnati odgovorno, skrbno in transparentno. Se pravi, da se varčuje tudi pri delegaciji. Samo ta primer v New Yorku naše ministrice Sanje Ajanović Hovnik kaže na to, da bi lahko ta ekipa bila bistveno bolj okrnjena, lahko bi se tega foruma udeležila samo ministrica, recimo svojo sodelavko, ostali pa bi recimo spremljali to konferenco nadaljavo, kar je tudi bilo omogočeno. Pa še glede druge zgodbe, ki prav tako kroži v javnosti v zvezi z zunanjim ministrstvom za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik in razdeljevanju državnih proračunskih milijonov za nevladnike blizu nje, tudi v lastništvu in pa zasebno. Ima po vašem ministrica še kredibilnost, da se pogaja s sindikati javnega sektorja, jo še vidite na tem položaju oziroma kakšna vaša stališča glede tega? Ena izmed prioritet te vlade, tudi ministrice za Sanje Ajanović Hovnik, je bila plačna reforma v javnem sektorju. Namesto plačne reforme v javnem sektorju pa vsak dan na dan prihajajo nove in nove afere. Jaz mislim, da bo pod težo teh obtožb, ki vsak dan prihajajo v javnost, sama zelo težko nadaljevala pod težo teh bremen z delom, zato bi bilo najbolje, da razmisli o odstopu. Razmišljate morda v opoziciji tudi o uporabi kakšnega drugega instrumenta, ki ga imate kot opozicija na voljo, da nimo interpelacije in podobno? Zaenkrat smo sklicali Komisijo za nadzor javnih financ. Mislim, da je to odbor, ki ima vse pristojnosti, da zadevi prije do dna, da zadevo razišče. Po tej seji pa se bomo v poslanski skupini odločili, ali bomo vložili interpelacijo. Veste pa, da je za interpelacijo potrebnih 10 glasov, kar jih Nova Slovenija nima in če bomo želeli vložiti interpelacijo, potrebovali vsaj še 2 glasova. Boste še vabili kogarkoli drugega, poleg ministrice za javno upravo na komisijo, da predloži dokaze, mogoče tudi gospod Fajon, gospoda Goloba, kako daleč bo šlo to vabilo? Zdaj zaenkrat smo povabili samo ministrico za javno upravo, bomo pa seveda v poslanski skupini razmišljali, ali bomo v nadaljevanju sklicali še kakšno sejo Komisije za nadzor javnih financ in povabili mogoče še kakšnega ministra. Tukaj bi res rad zelo jasno in glasno povedal, da če je v interesu Republike Slovenije, nobena pot v tujino ni sporna, ampak dajmo se z našim davkoplačevalskim denarjem delati odgovorno, skrbno, preudarno, gospodarno in ne vodimo v tujino neko preštevilčno delegacijo. Človek ima občutek, da od tako številčne delegacije naša država na koncu ne bo imela nič in da bi lahko, če že, isto naredila sama ministrica svojo sodelavko. Tukaj vidim, da bi se dali ogromno prišparati. Na eni strani, roko na srce, imamo v naši državi zelo veliko ljudi, ki so v nedavnih poplavah ostali brez hiš, so imeli poplavljene hiše, ne vejo, kako bojo preživeli zimo in zdaj tudi ti državljani spremljajo razkošna potovanja naših ministrov in verjemite mi, ni prijeten občutek. In ministri bi mogli tukaj biti prvi za zgled, ki bi jasno in glasno pokazali tudi s svojimi dejanji, da bojo tudi sami zategnili pas tudi pri teh potovanjih. Vemo, da so te komisije v državnem zboru za odnose v opoziciji pravzaprav posebna zgodba, ampak vseeno. A so v Novi Sloveniji vendar ne imajo vsaj tipa preterentu v SDS-u, da se ne bi recimo zgodilo to, da bi vas oni morda z interpelacijo ta čas, ko boste vi čakali na to komisijo prehiteli in se bomo potem spet gledali, kdo bo kako odprl in zakaj ne. Ne vem, kaj ne zdaj na to odgovorim. Naš interes v prvi vrsti, v prvi meri je to, da skličemo to sejo Komisije za nadzor javnih financ in da ministrica pride na to sejo, da se jasno z argumenti dokaže, da ima prav,
ali pa bomo mi potem, kolikor bomo videli, da teh argumentov ni, odreagirali drugače. Tukaj zdaj na nek način namigujete, kdo bo zdaj prvi tisti, ki bo vložil interpelacijo. Nam je samo v Novi Sloveniji želja, da se razjasnijo okoliščine, zakaj je morala ministrica z tako številno delegacijo potovati v New York v prvi meri in zakaj so bili dlje časa tam, kot je trajala ta konferenca. Namigovanje, kdo bo zdaj pa prvi vložil interpelacijo, pa mi v tem trenutku zdaj niso tako pomembna. Bolj mi je pomembno, da Nova Slovenija opravi tisto delo, zakaj je tukaj v tem državnem zboru, da razišče do potankosti, kaj se je na tej poti in s to potjo v New York tudi dogajalo.